skupaj lepo pozdravljeni na temle kratkem dogodku, kjer predstavljamo tukaj sedeče avtorice 6. monografijo. Profesorice Darje Zaviršek najbrž skoraj nikomu izmed vas ni potrebno posebej predstavljati, vendar sem za to priložnost vseeno pogledala trde podatke, kot rečemo, in ugotavljam, ne samo, da je to 6. avtorska monografija kolegice Darje, ampak je tudi realizirala, glede na svojo mladost, relativno ne, impresiven znanstven opus, med drugim 45 izvirnih znanstvenih člankov, neštevilne nastope v tujini in gostovanja, predsedovanja strokovnim zvezam doma in po svetu, in je bila pred kratkim strani naklonjene kolegice iz tujine opisana kot slovenska socialno-delovna mašina. Kar mislim, ne, zelo točno. Knjiga z naslovom Skrb kot nasilje je izšla letos pri založbi Zvezdica CF. In obsega 6 poglavij, ki predstavljajo avtoričina razmišljanja o nekaterih zelo, zelo aktualnih družbenih trenutkih in socialno-delovnih izzivih. Pri nekaterih od njih sem bila zraven kot naklonjena bralka rokopisov, tako da moram reči, da knjigo zelo dobro poznam in mi je izjemno čast, da jo lahko zdaj tukaj med vami predstavim. Zdaj, moj posebni zastavek ali interes je bil v poglavju 4, kjer se avtorica loteva tiste teme, ki smo jo zdaj nenadoma razpoznali kot tisti jedrni problem družbeni, in to je ta neuničljivi, nerazpoznavni, normalizirani patriarhat v svojih virulentnih neopatriarhalnih oblikah. Posebej torej zaradi lastnega interesa študijskega priporočam to poglavje. Seveda bomo odprli podi za vprašanja v občinstvu. Najprej bi pa avtorico prosila, da nas na kratko popelje skozi svojo knjigo, svojo predstavitvijo, potem pa prediskutirali zadevo. Hvala lepa, da izvoli. Hvala lepa, Irena. Lepo pozdravljeni vsi, zelo sem vesela za vse, ki ste danes prišli. Res mi je veliko veselje videti tukaj stare prijatelje, prijateljice, ljudi, s katerimi smo veliko skupaj delali, in tudi ljudje, nekateri od vas, ki ste me spremljali do tega trenutka, ko sem to knjigo napisala, in ki ste bili tudi vir navdiha za to, da sem delala vse to, kar sem delala. Pravzaprav sem v svoji akademski karieri se vedno ukvarjala z področjema bodisi skrbjo ali pa nasiljem. Vendar sta se mi zdela to dve popolnoma nezdružljivi tematiki, dva področja, ki se nikakor med seboj ne prepletata. Skrb je povezana s skrbstvenim delom, z neplačanim delom žensk, ki sem ga proučevala, z skrbstvenim delom migrantskih delov, z skrbstvenim delom na področju socialnega dela. Socialno delo, pravzaprav skrb je tako rekoč sinonim, zgodovinsko bil za socialno delo in tako dalje. Ko sem se ukvarjala z nasiljem, sem se ukvarjala z nasiljem nad ženskami ali pa nad otroki, z institucionalnim nasiljem, zavodskim nasiljem in tako dalje. Skratka, zdelo se je, da tukaj prepletanja ni. Vendar bolj, ko sem raziskovala to področje, bolj sem ugotovila, da se tematiki močno prepletata. In sicer, da pravzaprav zelo pogosto se tisto, kar se zdi na prvi pogled kot skrb, na koncu izkaže kot nasilje,
ali pa obratno, torej ali pa se nekaj, kar je pravzaprav nasilje, se skrije pod plaščem skrbi. In zdelo se mi je, da pravzaprav s tem konceptom nasilne skrbi ali pa skrbi kot nasilja, da pravzaprav povežem vse tisto, s čemer sem se v življenju ukvarjala. Bolj, ko sem začela raziskovati to, čemu rečem normalizacija nasilja, racionalizacija nasilja, torej številne oblike skrbi so tudi neke vrste racionalizacija nasilja. Bolj, ko sem se s tem ukvarjala, bolj sem ugotovila, da ne gre za izjemno stanje, da ne gre za izredne razmere, ampak da je ta prepletenost skrbi in nasilja pogosto pravzaprav del vsakdanjih odnosov, da je to povsod, da je to pravzaprav predvsem v tistih 6 temah, ki sem jih potem v knjigi pokrila. Torej, če je skrb del medčloveških odnosov, potem lahko rečem, da je tudi nasilje zelo močen del medčloveških odnosov. In v tej knjigi sem se ukvarjala s tistim, kar sem pravzaprav 20-30 let raziskovala. Torej, in odločila sem se, da vas bom popeljala z barvnimi fotografijami, ki so v knjigi črno-bele, mimogrede. Izvršna direktorica založbe je tukaj, knjiga se tudi prodaja danes po izjemni ceni, 18 €. Torej, področje hendikepa, potem področje etničnosti, vključno z migracijami in z romskimi otroci, vprašanje neopatriarhata, univerze in seveda na koncu spolnih zlorab otrok. Eden od torej pojmov, ki ga pogosto uporabljam, je tudi postsocializem. Postsocializem jemljem kot socialni fenomen in zanimalo me je eno od vprašanj, na katerega še zmeraj nimam dokončnega odgovora, je, da če pogledamo obdobje socializma na področju pravic žensk ali pa pravic, recimo, otrok, če pogledamo celo vrsto socialnih inovacij, ki jih je socializem naredil, si rečemo, torej kako to, da je ravno na področju socialnega varstva za hendikepirane ostal tako zelo nazadnjaški, da se ravno na tem področju pravzaprav ni zgodilo od, bi rekla, zelo tradicionalnega koncepta skrbi kot zapiranja, ni zgodilo nič. In postsocializem je zanimiv v smislu v povezavi z velikim zapiranjem ljudi z ovirami, zato ker prav v postsocialističnih državah se premik do bi rekla, radikalen premik na tem področju ni zgodil, ne glede na to, bodi si, da pogledamo bivše jugoslovanske republike, ali pa če pogledamo recimo Rusijo in tako dalje. V knjigi v bistvu ves čas uporabljam več metod, od veliko etnografije, veliko življenjskih zgodb. Jaz sem vedno verjela, da moramo zbirati zgodbe ljudi, ki živijo med nami in ki so preživeli reči, za katere ne vemo, da sploh obstajajo, ki so preživeli svoje življenje v zaprtih zavodih, ki so mogoče delali kot čistilke v zaprtih zavodih ali pa ki so mogoče bili vratarji v zaprtih zavodih, njihovih zgodb ne poznamo. To so nevidni ljudje, ki bodo zginali, ki jih ne bo in recimo v sodobnem družboslovju države, kjer več denarja namenijo raziskovanju, naša država raziskovanju v socialnem delu že zadnjih 5 let ni namenila niti enega samega evra. Torej, tiste države danes raziskujejo prav to, nevidne zgodbe ljudi, ki jih nikoli nismo vprašali. In veliko je v knjigi tudi autoetnografije, iz vseh mojih potovanj vedno
kamorkoli gremo, od Rusije do Kirgistana ali pa Nizozemske, vprašam, če me lahko pelejo v neko totalno inštitucijo in te izkušnje so zelo zanimive. Torej, zanimal me je pravzaprav fenomen, kjer je skrb normalizirana oblika nasilja. In spominjanje je še en tak pomemben koncept, s katerim sem se dolgo ukvarjala. Spominjati se je potrebno in če se spominja samo, tako kot je rekel Halbwachs, samo en človek, potem zgodba izgine iz spomina. Če pa se spominja kolektiv, potem zgodba ostane. V postsocializmu imamo veliko prezrtja, veliko tudi, spremljala sem tudi veliko naivnosti, zlasti recimo v socialnem delu, v tem smislu nekako romantiziranje nasilja in tako dalje. Zato mi je bil vedno v pomoč Foucault, ki je za svojo kritično analizo pokazal, kako ves čas deluje biooblast. In zanimiv je, recimo tudi Žižek danes poudarjata, da v tem post-biooblastnem svetu se v bistvu država izginja iz socialnega polja, tisto, kjer ostaja njena moč, je vprašanje ravno te post-biooblasti, to pomeni administriranja ljudi, urejanja, na nek način nekega upravljanja ljudi. In tako kot je recimo slavni umetnik, ruski umetnik, ki je bil tudi v Sloveniji, Vitalij Komar, ki je rekel, da je v socializmu včasih vlada verjela, da če so rekli, da bo treba, da potrebujemo več mleka, da bo zares tudi več mleka, tako tudi današnje torej neoliberalne vlade verjamejo, da če rečemo, zmanjšali bomo čakalne vrste, da bomo jih s tem že kar zmanjšali. Recimo čakalne vrste pri zdravniku in tako dalje. Skratka, na nek način se neke, rekla, ideologije nadaljujejo in kot rečeno, veliko je depolitiziranega upravljanja ljudi, ki smo ga recimo videli na področju beguncev in tako naprej. Tako da knjiga je pravzaprav ves čas politična, zato ker je tudi nasilna skrb vedno politična in ne samo v smislu, da je osebno politično in da pravzaprav, ampak tudi v smislu zgodovinskih kontinuitet, ker vidimo, da se neke stvari bi rekla, na našem delu, na koncu sveta, na nek način ponavljajo, imajo močno kontinuiteto in tako dalje. Torej, in seveda, večina nasilne skrbi in te politične racionalizacije nasilja je posledica kontinuitete brez upoštevanja konteksta. Recimo, če rečemo, migranti so nevarni in prihaja do recimo teorij zarote, da bodo uničili Evropo in tako naprej, sploh ne upoštevamo konteksta, da je recimo Evropa več stoletij pravzaprav živela na račun držav, iz katerih danes množično prihajajo ljudje, ki iščejo boljše življenje. Torej, kot sem rekla že prej, pravzaprav bolj, ko sem raziskvala, bolj sem videla, da ne gre za izjemna stanja, vendar nekaj, kar je že vpisano v današnje delovanje demokracij, današnjega miru, današnjih družb in tudi današnjega, tistega, čemu rečemo, demokracije. Torej, če pogledate, torej na področju hendikepa sem pravzaprav v vizualnih reprezentacijah hotela povedati tisto, kar je težko povedati z besedami in tudi zdaj bom pravzaprav
uporabljam malo besed, vendar prepričana sem, da boste zelo hitro razumeli. Ne? Recimo, kako malo občutljivosti vidite na tej sliki, kjer se 2007 kandidati za predsednika srečajo in pravzaprav ne vidijo, da tukaj prihaja do neke velike neobčutljivosti na področju handicapa. Zato, ker na tem področju pravzaprav večina od nas nikoli nismo bili zares izobraženi ali naučeni in tako naprej. To sta dve neverjetni fotografiji avtorja Ritonje iz Zavoda Trat. V knjigi namreč zelo podrobno govorimo o nastanku tovrstnih zavodov in ta čudoviti park, vidite, da zgleda tako kot kino. Nihče ni predpostavljal v 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih letih, da bi morebiti bila med ljudmi kakšna interakcija. Torej, tukaj vidite, kakšen je bil pogled na človeka, ki je bil zaprt v totalni inštituciji. Zraven sem, zahvaljujoč se doktorici Marini Gržinič, letos obiskala v Sankt Petersburgu eno ogromno inštitucijo, kjer je zaprtih 1000 ljudi in situacija je zelo podobna, kot sem jo srečala v Hrastovcu ali pa Tratah. Še do nedavnega se osebje uporabnikov ni niti dotikalo, ker so verjeli, torej, da so tudi kužni in so jim recimo juho zlivali kar tako od zgoraj navzdol in tako naprej. Skratka, zelo težko je bilo priti v ta zavod. Tisti, ki nam je poskrbel, je moral okoli 30 potrdil dobiti strani oblasti, da smo lahko v ta zavod hendikepiranih prišli. Totalne inštitucije pri nas gledajo pa tako. Navkljub temu, da se je moj aktivizem začel v 80-ih letih ravno v Hrastovcu, je ta Hrastov še vedno delujoč, vedno več ljudi se v njem. In seveda te premestitve, ki jih naredijo tudi današnja oblast, je neverjetna. Recimo, ko je varuhinja pred meseci prišla v zavod, se je škandalizirala samo v tem smislu, češ, tako poln je, da ljudje ležijo tudi v kuhinji ali pa na hodnikih, ni pa ji prišlo na misel, da bi rekla besedice o tem, da je v današnjem svetu takšna totalna inštitucija sredi nikogaršne zemlje, pravzaprav in the middle of nowhere, v tem smislu, popolnoma nedopustna. In tukaj, to je samo dober argument, da se zgradi še ena. Trate, recimo, tukaj na levo je samo še avstrijska meja, potok in tako naprej, to je edina inštitucija, ki se je zaprl in ena od ustanoviteljic muzeja norosti, ki je zdaj v Tratah, je tudi doktorica Sonja Bezjak, ki je tudi recimo zelo glasna inštitucija za otroke, Dornava, zelo podobno kot kakšni zaprti samostan. Zaprli so jo 2002. Vidite tukaj strahotno deprivacijo zasebnosti, tako rekoč včeraj. Ljudje, ki so živeli v tem zavodu, živijo danes med nami. Potem zavod Dobrna. Vse to so bili lepi dvorci, ki so jih pač po letu 1945 konfiskirali. Tisto, kar je zanimivo, je, da če pogledate recimo arhitekturo znotraj, lahko si mislite, da hendikepiranih otrok nihče ni po teh fantastičnih stopnicah nosil ali vlekel. Okolica je pa takšna, kot je bil nasvet za gradnjo zavodov v 19. stoletju. Dober zrak in lepa narava. To je bila formula za nastajanje zavodov v 19. stoletju po Evropi. Danes so te zavodi, te inštitucije, ki ste jih sedaj videli, so sicer zaprte fizično kot zgradbe, vendar so se nove inštitucije odprle 20, 500, 100 metrov naprej. Torej, po 40 otrok je živelo v teh sobah, kot rečeno, do včeraj.
Deprivacija do okna je bila torej neka blokada z neko plastično steno. V tem nadstropju so bile sobe za izoliranje, našla sem jih 4, vsaka je imela druge barve skaja. Šla sem v sobo in se zaprla sem tudi okno in vam zagotavljam, da je bila popolna senzorna deprivacija. Šlo je za otroke od 0 do 18 let. Če pri odraslih je racionalizacija nasilja, so veliki, močni, imajo nož in tako dalje, prav gotovo ta racionalizacija ne zdrži pri otrokih. V eni od sob sem našla tudi majhen invalidski voziček in predpostavljam, da so otroka zvezali nanj, ko so ga dali v to izolirnico. In zato je tudi notri ostal, če bi to bil last otroka, bi šel z njim ven. V drugem zavodu je oblika zapiranja bila ta kletka, v katero so otroka dali, če je bil nemira njegovo posteljo. Obenem pa so to, bi rekla, take oblike, bi rekla, panoptikonskega nadzorovanja, kjer ima osebje pregled nad po različnih koncih in tako naprej. Skratka, ni čudno, da se je na naši fakulteti pojavil grafit, dokler ne pade zadnja totalna inštitucija, ko je umrl Mio Poslek, ki so ga tisti, ki se zavzemajo za deinstitucionalizacijo, na nek način spravili s Hrastovca, vendar je bilo njegovo življenje skrajno mizerno. Njegova socialna okolje je bila ta fakulteta, po kateri je hodil, ni pa pravzaprav mu bilo ponujeno nič drugega. Torej, res skrajna beda. In to je danes. Mio Poslek je tipičen primer človeka, ki je v Sloveniji prehodil več inštitucij. Začel je s Planino, potem je nadaljeval z Ponikvami, potem je prišel v Hrastovec, če je bil zelo poreden, kot se je rekel, so ga zaprli v Trate kot najslabšo, največji, in tako dalje, in tako dalje. Skratka, in zanimivo je, da ni bistvenih razlik tudi danes. Ko človek enkrat pride v to mašinerijo, ta mašinerija deluje pod prav taki inerciji, kot je delovala pred 40 ali pa 50 leti. Torej, pri migrantih, čudovita skulptura Bruna Catelana je podobno. Tudi migranti so danes tisti, ki se jih zapira in umetnica Kentrić je to zelo lepo upodobila tudi za Slovenijo. Analiza medijskih člankov je naravnost neverjetna. Ta konstrukcija civilizacije nasproti neciviliziranosti. Pozabimo, da ljudje, ki so prihajali po begunskem koridorju humanitarnem po letu 2015 in 2016, so bili ljudje, ki so sami stali v Damasku na cesti in so demonstrirali za demokracijo, za mir, za spremembe in tako dalje. Danes jih pa torej vidimo predvsem kot teroriste. Če pogledate recimo ta slogan, no camps, no jobs, no money, no food, to seveda pomeni smrt. Kaj pa je drugega, če ni nič od tega. Seveda, vmes, ko sem pisala to knjigo, so se v Evropi stvari drastično spremenile. Recimo v Nemčiji je prišla v parlament skrajno desna stranka, ki je pred enim letom imela recimo takšne slogane, ki vmes je seveda se zgodilo tudi marsikaj. Torej, lahko rečemo, da seveda v postsocialističnih državah, vključno Slovenijo, imamo fenomen proti migrantske naravnanosti brez migrantov. Tako rekoč, če pogledamo, 30 otrok imajo na Hrvaškem. V Sloveniji jih imamo morda danes 30, pa jih čez 14 dni več ne bomo imeli, ker otroci odhajajo.
imamo nekaj 100 prosilcev za azil, manj kot 500 ljudi, ki so dobili azil in tako dalje in tako naprej. Enako je na Madžarskem, enako je na Hrvaškem, v Bolgariji je mogoče 2000 ljudi in tako dalje. Skratka, tako kot vemo torej ni čudno, da mnogi današnje migrante poimenujejo Judje 21. stoletja, saj smo imeli tudi pri nas fenomen antisemitizma brez Judov. Nemčija je bila dolgo časa, pa verjetno, torej bi lahko rekla, še vedno je tudi država, ki je zelo zgledna v smislu skrbi za migrante in recimo meni se zdijo prav imenitni to vrstni slogani, kjer pravzaprav poudarjajo, kako je mogoče, kako država zmore z vključevanjem ljudi recimo na področju dela in tako naprej. No, zdaj to nas pripelje na vprašanje, naslednje vprašanje, s katerim sem se ukvarjala in sicer, kaj se dogaja na področju spolov oziroma na področju neopatriarhata. Z Ireno Šumi sva leta 2017 prvič pisali o neopatriarhatu. To je fotografija iz letošnjega aprila 2018, upravni odbor Univerze v Ljubljani, kjer vidite, da te lepo oblečeni moški pravzaprav samo odslikavajo nekaj, kar imamo na platnu iz 19. stoletja. Spremenila se je samo uniforma, obleka, razmerja pa so ostala enaka. Profesorica Mirjana Ule je v svojih imenitnih raziskavah že pokazala, da tam, kjer je na univerzi denar, tam so moški. Kjer denarja ni, tam je vedno več žensk. Univerza seveda tudi je, vsaj v Sloveniji, tukaj sem se fokusirala predvsem na Slovenijo, zelo močno izgubila svoj status, svojo simbolno moč. To seveda ni naključje, neoliberalizem potrebuje podredljive, nekritične mlade ljudi, ki bodo enostavno pridobili diplomo, obenem pa univerza skrbi na nek nenavaden način za mlade ljudi. Torej skrbi zanje tako, da jim podaljša mladost za študijem in jih pravzaprav in obenem pa je to skrb, na katero se mladi velikokrat odzovajo z neko pasivno obliko agresije, recimo z absentizmom. Poglejte, recimo ta fotografija je iz leta 2009. Takrat sem sama kot frustrirana profesorica v tem smislu, da je vedno manj študentov, ki prihajajo na fakultete, zato ker pravijo, da morajo delati, ker so dejansko tudi v ekonomski stiski, zato sem tudi naredila svojo raziskavo o revščini med študentkami socialnega dela. Ampak jaz bi temu rekla tudi neke vrste prikriti upor, tudi neke vrste prikrita agresija proti tistemu, kar ljudem ponujamo. Če je bilo tisto 2009, je to 2018, kjer so res lepe predavalnice, vendar je situacija zelo podobna. Že Hannah Arendt je seveda tudi opozorila, da je z odprtjem študija sicer za vse socialne sloje in tako naprej prišlo do demokratizacije na področju univerze, po drugi strani pa seveda nove generacije mladih prilagodijo pedagoški proces sami sebi, svojim intelektualnim sposobnostim in tudi svojim interesom. In tukaj smo v nekem začaranem krogu in tako dalje. Torej,
ves čas sem se ukvarjala tudi z zgodovino, to je ena fotografija neznanega avtorja, ki sem jo dobila v času svojega raziskovanja zgodovine sociale. In tukaj vidite, bi rekla, te zavzetih 20 študentk in študentov, ki so začeli leta 1955 z študijem socialnega dela kot prava vokacija. Torej, kaj pa retradicionalizacija in neopatriarhat? Torej, če pogledamo, kaj se je dogajalo po letu 1991, vidimo, da se je začela razširjati ideologija feminilnosti. Torej, ne rumeni tisk, ampak celo nerumeni tisk, kot naprimer Ona in druge revije so začele poudarjati ideologijo nove ženskosti, ženska na traktorju, ki je bila simbol, tako bi rekla, zdaj se tukaj malo pretiravamo, metafora socialistične ženske, je izginila, to je nekaj, kar je treba zbrisati, kar je grdo in tako naprej. In nova feminilnost je tisto, kar socializem bojda ni dovolil ženskam. In tako je, torej se je tako je pravzaprav se je začelo. Počasi je prišlo tudi do feminističnega revizionizma, češ da seveda dejstvo je, da je v času socializma bila oblast, je bila naklonjena ženskam v smislu enakosti na področju dela in tako dalje, poskrbela pa je tudi, da se ženske niso preveč emancipirale. Kaj pa v neopatriarhatu? V neopatriarhatu pa imamo po eni strani neoliberalne pogoje, kjer so izgubili vsi, ženske in moški. Imamo moške, ki so popolnoma pauperizirani in torej moške, ki so izgubili službe, ki tako kot v socializmu ne morejo biti več skrbniki in tako dalje. In imamo moške, ki so zmagovalci neoliberalizma, torej tisto elito neoliberalno, ki pravzaprav poskušajo zavladati svetu, da tako rečem z eno besedo. Pri ženskah je pa neopatriarhat fokusiran na preveč emancipirane ženske. Torej, danes ni več problema. To se nam vsem zdi obskurno, če nekdo, kot naprimer bivši poljski član Evropskega parlamenta, Miko, reče, da so ženske bolj neumne, zato ker so manjše, ali pa da imajo ženske manjše možgane, ali pa in tako naprej. To je pravzaprav popolnoma obskurno. Ampak problem je v tem, ki ga tisti, ki reproducirajo neopatriarhat, danes vidijo, je, da so ženske preveč izobražene. To kažejo tudi številke. Konec koncev je več procentualno žensk saj na dodiplomskem študiju kot moških, ali pa tudi zdaj že tudi presegajo na doktorskem študiju moške in tako dalje, torej da so ženske preveč izobražene, preveč emancipirane, preveč avtonomne. In v tem neoliberalnem v tej neoliberalni frustraciji, ki jo moški doživljajo, vidijo kot grešnega kozla ženske. Ženske so med drugim tiste, ki so krive za to, da oni nimajo služb, ženske so krive, da premalo rojevajo, ženske so krive, da pravzaprav moški nimajo več, bi rekla, nekih tradicionalnih področji odločanja. Tako se zatekajo v nacionalizem, in kot je pokazala Nancy Fraser. Nancy Fraser je pokazala, da nekatere skupine moških danes povezujejo z skrajno konzervativnimi, fundamentalistično konzervativnimi silami, zato, da bi obrnili emancipacijo, da bi žensko avtonomijo poskušali zaustaviti. Tako recimo ni čudno, da se pravzaprav voditelji, ki so skrajno desno usmerjeni, od Donalda Trumpa in tako naprej, zelo tesno povezujo tudi z
tistimi, torej z fundamentalističnimi skupinami znotraj religij. Naprimer, znotraj religij imamo islamske fundamentaliste, krščanske fundamentaliste, judovske fundamentaliste in tako naprej. In to pomeni v tem smislu, krščanski fundamentalizem v Sloveniji, ki je usmerjen proti pravici žensk do izbire in tako dalje, je pravzaprav del neopatriarhata. No in zdaj grem samo še, no in seveda vsako zatiranje je tudi, rodi tudi odpor. Vstajniške socialne delavke so takole poslikale fakulteto in seveda tudi povzročile hudo zgražanje, ampak nekaj tega, te ideje, v tem drugačnem študentskem absentizmu pa je seveda izredno pomembno. V zadnjem poglavju, in s tem tudi zaključam, pa je vprašanje nasilna skrb do otrok. Torej, skrb za otroke je tako rekoč pregovorno pomembna in ukvarjala sem se z vprašanjem spolnih zlorab strani duhovnikov, ki so danes tako zelo, bi rekla, je nekaj, kjer smo tabu, pravzaprav neko črto, ki je bila, torej ljudje, ki so zelo religiozni, naj bi bili po definiciji dobri, ta črta, ta tabu se je prekinil in moja metoda je bila, da sem po medijskih objavah naredila analizo tistih primerov, ki so prišli v medije. Vi veste, da zaradi tega, ker je v cerkvi tudi cerkveno pravo, večina primerov spolnih zlorab ne pride na dan, saj se cerkev pogodi z starši. In to je tudi v navodilu cerkvenih organizacij, da naj se spolne zlorabe rešijo znotraj cerkve. Seveda, moja teza je, da v državi, kjer se o spolnih zlorabah tudi sicer ne govori. Če pogledate, Evropski svet je pred 2 letoma podal oceno, da je spolno zlorabljen vsak 5. otrok. Če ta ocena drži tudi za Slovenijo in zakaj ne bi, potem po statistični verjetnosti imamo samo v osnovnošolski populaciji, kjer je okoli 170 tisoč otrok, 34 tisoč otrok, ki so doživeli eno obliko spolnih zlorabe, spolnega nasilja in tako dalje. Nekaj od tega seveda je tudi znotraj cerkve in seveda v celotni družbi je, kot sem pokazala statistiko, tega zaznavanja skoraj ni. Kar se pa tiče spolnih zlorab znotraj cerkve, so pa še dodatni problemi. In sicer zaradi tega, ker gre za neko, bi rekla, interaktivno prepletenost med starši, ki v cerkev zaupajo, velikokrat bolj kot v druge inštitucije, med otrokom in celo med skupnostjo. Če pogledate recimo nekaj primerov, ki sem jih opisovala, je skupnost bila tista, ki se je v celoti obrnila proti otrokom in seveda tistim, ki zlorabljajo. Tako, s tem bom počasi zaključila. Torej, strah in skrb sta vse skozi politični kategoriji, ki proizvajata še vedno zapiranje hendikepiranih, ksenofobijo, kulturalizacijo, neenakost med spoloma in te procese neoliberalne vlade s pridom uporabljajo. To je ta, bi rekla, ključen problem, da ljudje, ki reproducirajo sovraštvo, ne vedo, da je pravzaprav to ravno tisto, kar neoliberalizem potrebuje. S pridom uporabljajo te neoliberalne torej to zato, da bi prikrili pustošenje ekonomske neenakosti,
prodaje orožja na dele sveta, odkoder prihajajo migranti, revščino, zmanjšanje denarja za zdravstvo, socialo in tako dalje. Tako da, ja, in v vsej tej zgodbi so, kot sem že rekla na začetku, ključne zgodbe, zato je moja knjiga v nekem smislu za neke vrste etnografski dnevnik časa, v katerem živimo. Hvala lepa.